Spoštovane, spoštovani, tako vas kot celotno slovensko javnost obveščam, da preiskovalna komisija ni seznanjena s sklepom ministrstva, da presoja vplivov na okolje glede vgradnje kinete oziroma okoljevarstveno soglasje ne bi bilo potrebno. Zato moram kar na začetku povedati, da vsebinsko te zadeve ne morem komentirati in jo ne bom, dokler ne bomo seveda z vsebino tudi seznanjeni. Če jo ne bomo dobili v naslednjih dneh, jo bomo tudi uradno zaprosili. Naj pa povem, glede na odziv župana Jankovića, glede delovanja preiskovalne komisije, da ga naj ne skrbi, je pa žal že večkrat pokazal, da pravzaprav ne razume obstoja preiskovalne komisije in da ta ni vezana na neke etapne odločitve, ampak da mi ugotavljamo politično in drugo odgovornost nosilcev javnih funkcij v povezavi s celotnim projektom kanala C0. Tudi te telovadbe okoli odločitev Arsa, enkrat ja, enkrat ne, če to res drži, kažejo samo na to, kako pomembna je ta preiskovalna komisija in da je pred nami res težko delo. Jaz več v tem delu ne bi šla v podrobnosti, bi pa povedala zgolj en stavek, ki pa se mi zdi ključen. Če je res to, kar naj bi pisalo v omenjenem dokumentu, da se je ministrstvo, ki ga nov minister niti stolčka še dobro ogrel ni, pomeni odločitev na podlagi tega, da je v bistvu odločalo Arso o isti zadevi hkrati, če to res drži, potem se sprašujem, kaj kineta je. Kineta je nekaj novega. To ni ista zadeva, zato seveda ni odločalo Arso o isti zadevi in tudi, če dokument Arsa preberete, takrat točno vidite, o čem je odločalo. Toliko na kratko iz moje strani, sem pa seveda na voljo za vprašanja. Nenazadnje sem to izjavo sklicala tudi zato, ker je bilo nekaj pobud oziroma vprašanj strani medijskih hiš in se mi zdi prav, da mogoče kar konkretno odgovorim. Morda kakšno vprašanje? Ne? Če ne, se vam iskreno zahvaljujem, da ste prišli in se vidimo prihodnjič. Hvala lepa. Lepo pozdravljeni na današnji tiskovni konferenci. Jaz se vsem zahvaljujem, da ste prišli. Gre za zelo pomembno temo. Gre za vprašanje življenja in zdravja v Ljubljani. Kot veste, je Ministrstvo za okolje, energijo in podnebje izdalo odločbo, s katero trdi, da ni potrebno ugotoviti, kakšne vplive bi imelo na ljubljansko vodo, če bi Janković spustil 3 milijone litrov nevarnih kanalizacijskih odplak preko zbirališč pitne vode, kjer se zajema voda za več kot 90% Ljubljane. Gre za okoljski kriminal, gre za noro odločitev, ki je v nasprotju z Ustavo Republike Slovenije in z Zakonom o varstvu okolja. Poslušajte, kaj pravi 88. člen Zakona o varstvu okolja. Pred začetkom izvajanja posega, ki lahko pomembno vpliva na okolje, je treba izvesti presojo njegovih vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje ministrstva. Se pravi, v primeru, da se izvaja kakršenkoli poseg, ki bi lahko vplival na okolje, je potrebno narediti okoljevarstveno presojo. In podajte potem naprej, kaj pravi 89. člen. V postopku presoje vplivov na okolje se ugotovijo in ocenijo dolgoročni, kratkoročni, posredni ali neposredni vplivi nameravanega posega v okolje na človeka, tla, vodo, zrak, biotsko raznovrstnost in naravne vrednote, podnebje in krajino, pa tudi na človekovo nepremično premoženje in kulturno dediščino ter njihova medsebojna razmerja. Se pravi, popolnoma jasno je, da gre za odločbo, ki je v nasprotju z Ustavo Republike Slovenije in v nasprotju z Zakonom o varstvu okolja.
Kako naprej? Ni predaje. Ko gre za zdravje, za življenje ljudi, ne bomo odnehali. Jasno je postalo, najkasneje z današnjim dnem, da za zaščito čiste pitne vode v Ljubljani ni nikogar več, ki jo lahko reši, razen navadnih državljank in državljanov. Mi bomo z našimi aktivnostmi nadaljevali, tako da vas vse vabim na veliki protest za zaščito čiste pitne vode in proti Jankovićevi zastrupitvi pitne vode, ki bo 5. februarja tukajle pred mestno hišo ob 2:30. Ljudje, zdaj gre za res, zdaj gre za vaše življenje, zdaj gre za vaše zdravje, odzovite se, preprečimo Jankoviću, da nas zastrupi. Vse po vrsti, od otrok do starejših. Hvala lepa. Potrebno je, tako kot vidimo v Nemčiji sedaj, da se ljudje zavedo velike nevarnosti, pridejo na ulice in množično izrazijo svoj protest. Arso ni naredil nobene napake. Dejstvo je, da če ti položiš preko zbirališč za 90% Ljubljane pitne vode, kanalizacijske cevi, preko katerih se bo pretakalo 3 milijone litrov nevarnih kanalizacijskih odplak, je potrebno narediti presojo vplivov na okolje, ugotoviti, kakšen vpliv bo to imelo na vodo in pridobiti okoljevarstveno soglasje. Ker Janković ve, da v postopku pridobivanja okoljevarstvenega soglasja, tega okoljevarstvenega soglasja nikoli ne bi dobil. Seveda noče za njega zaprositi in sedaj je v dogovoru, kot kaže, z Robertom Golobom dosegel, da je ministrstvo izdalo to škandalozno, kriminalno in noro odločitev. Borci za zaščito pitne vode se bomo v kratkem sestali in bomo preučili vse pravne možnosti, ki so tudi za zaščito pitne vode, ampak še enkrat, glede na stanje sodstva v Sloveniji, glede na to, da Janković, kot kaže, obvladuje vlado, ministrstva in inšpekcije, ocenjujem, da je glavna možnost, da ljudje s svojimi telesmi preprečimo, da nam Janković vodo zastrupi. Jaz ocenjujem, da glede na skorumpiranost organov v tej državi je ljudstvo na potezi, da zaščiti samo sebe, svoje zdravje in svoje življenje. Te Jankovićeve grožnje kažejo na to, kako na šibkih argumentih je zgrajena ta odločba. Če bi on vedel, da je to, kar dela prav, ne bi rabil nič groziti. Poglejte, še ena pomembna podrobnost. To odločbo so pisali 29. decembra, se pravi med prazniki. Se pravi, kje v normalni državi se med prazniki odloča o tako pomembni stvari, kot je zastrupitev pitne vode za več kot 300 tisoč ljudi. Se pravi, to, da Janković grozi, kaže na to, da ve, da dela narobe, da ve, da nima nobenih argumentov in sedaj hoče utišati vse ostale. Ne bo nas utišal, jaz upam, da ne bo, ne samo, da ne bo utišal mene, jaz upam, da ne bo utišal nobenega od borcev za čisto pitno vodo in upam, da bodo tudi te njegove grožnje spodbudile tiste, ki se do sedaj še niso oglasili, da se bodo začeli aktivno boriti za čisto pitno vodo, ker sedaj je pa popolnoma jasno. Janković nas ima namen zastrupiti. Zdaj sem opravičila, naj sem navodila prvi del, tako da se verjetno o tem govorili, no, pa zdaj ste še posredno, ampak kako argumentirate, a se vam zdi, se pravi, to, da je bilo, da vinjeta ni potrebna, ne, kako komentirate, no? Odločitev Ministrstva za okolje, podnebje in energijo je kriminalna in nora. 3 milijone litrov nevarnih kanalizacijskih odplak nad območjem, kjer se zbira voda za 90% v Ljubljani. In ne pozabimo, to je najbolj potresno območje v Ljubljani. Se pravi, na takem območju je nujno potrebno izvesti presojo vplivov na okolje in ugotoviti, kakšne bodo posledice za vodo, če se na primer s tem kanalom kaj zgodi, če začne puščati, če pušča, če je potres in tako naprej. Se pravi, gre za noro in kriminalno odločitev. Torej, pravite tudi, da vaša borba s tem odločitvijo ni
Jasno, poglejte, ko gre za življenje in zdravje ljudi, ni predaje, mi ne bomo odnehali, borili se bomo še naprej za čisto pitno vodo in vabim vse Ljubljančanke in Ljubljančane in pa tudi vse prebivalke in prebivalce Slovenije, da se pridružijo boju za čisto pitno vodo, ker če bo Janković zastrupil 300 000 ljudi v Ljubljani, bo to imelo posledice, katastrofalne posledice, ne samo na zdravje in življenje Ljubljančank in Ljubljančanov, ampak za celo Slovenijo. Prvi korak je to, da se bomo borci za čisto pitno vodo v Ljubljani v kratkem usedli in se dogovorili, kakšne aktivnosti bomo skupaj izvajali za zaščito čiste pitne vode v Ljubljani. Janković grozi, hoče ustrahovati in jaz samo upam, da ne bo predsednica države enako kot bivši zdravstveni minister pokleknila in se mu opravičila. Predsednica države je izjemno argumentirano nasprotovala kanalu C0 Jankovićevemu dalekovodu z izjemno močnimi pravnimi argumenti in jaz upam, da bo za temi svojimi argumenti stala še naprej.